Dober večer. Sem mogla malo na šalo začeti, ker danes je bil res stresen dan. Zjutraj sem se zbudila in sem si rekla, danes bom pa posnela eno tako lepo božično voščilo, romantično, dobronamerno, pozitivno, nekaj, kar bo v vas prebudilo tista mehka, ljubeča čustva. Imela sem že cel koncept v glavi in vse, kako bom prišla in to naredila, in potem se je zgodilo nekaj dramatičnega. Zgubila sem denarnico. Moram bolj na glas reči, zgubila sem denarnico. In to je kar hudo, če zgubiš denarnico, ker kaj imam jaz v moji denarnici? V moji denarnici imam jaz milijon enih listkov, ki so gor lepa sporočila, od otrok, pa od Alberta, pa od drugih ljudi, pa tako, ker to imam kakor za srečo. Pol imam seveda noter tudi kaj denarja, a ne? Ampak o tem bom pozneje. Noter imam veliko enih kartic, noter imam osebno, imam vozniško in v moji denarnici imam celo tisti krogec, ki gor piše deklica, rojena 14. maja ob 13:30. Skratka, v moji denarnici imam jaz zelo veliko enih lepih spominov. In ko sem pomislila, da sem pač jo vsjala in da jo ne bo nazaj, se mi je trgalo srce. Tako da sem že tegale mojega prosila, daj pomagaj mi jo najti, daj blagoslovi tistega človeka, ki ga je našel, da bo, ne vem, jo poslal nazaj. No, in pa sem se malo umirila in pa sem rekla, okej, koliko imam denarja not. Imela sem tam okrog 40 evrov gotovine in sem rekla, v redu, od tega me ne bo konec. Potem sem se pa spomnila, spomnila sem se, da imam not lotolistek. To pomeni, da je možno, da je v moji denarnici 1 milijon. A si predstavljate? No, in potem sem se poslovila v mislih od milijona, od kartic, od vozniških, od prometnih. Gledala sem se že v mislih, kako bom hodila tja na občino vse to urejati in klicati na banko, pa preklicati vse, pa tako. In pa sem si rekla, stop, kakšne misli imaš, a ne? Nehaj ga srati. Zato je to moja božična zgodba. No, skratka, skušala sem zamenjati misli v neki, tako, a veste, kako se vidim, da primem denarnico. To ni ta denarnica, moja denarnica je drugače rdeča in zelo velika. To imam zdaj sposojeno. No, ampak kakorkoli, skratka, skušala sem si predstavljati, kako dobim denarnico nazaj in jo odprem in je noter vse tako zloženo, kakor imam jaz zloženo. Albert bi imel pripombe na to. In da imam pač vse tiste spominčke nazaj z lotolistkom vred. No, zmeraj za novo leto loto vplačam, ker si rečem, enkrat bom jaz tista, ki bom zadela. In seveda, a veste, kaj se dogaja, ko nekaj izgubimo? Kaj se z nami dogaja? Panika, kaos, negativne misli, jeza, a veste, ki se usedeš, kje sem jo nazadnje videla, kje sem jo nazadnje uporabila, kam sem jo nazadnje dala. Tam imam spomin, tam in pol ta spomin postane kaotičen. Enkrat jo vidiš v avtu, enkrat jo vidiš doma, tam, ko se preobuvaš pri čevljih, enkrat jo vidiš v kuhinji na mizi, naslednjič jo vidiš, se bi mogla biti v torbici in iščeš in hodiš okrog in brskaš. In ja, te nestrpni občutki naraščajo v telesu. In potem je najbolj fino, ko imaš zraven partnerja, ki te še sprašuje, kaj si imela pa not, kada ne ve. Kje pa bi jo lahko pustila? Kje si jo imela pa nazadnje? Jaz pač zdaj vem, ker sem že toliko stara, da on to hoče pomagati. Ampak, a slah tih? A razumete? Ne? No, nisem sicer tega rekla, ne? Tako na tak način. Ampak bila sem pa, ne. No, na kar se je Albert odločil, da jaz mogoče rabim še malo vzgoje. Zdaj vam bom govorila o tem,
Kaj vse v partnerskem odnosu lahko prinese konflikt, če tega ne znamo, če na to nismo pripravljeni, če se nam to ne zdi smešno. Skratka, potem prideva sem, danes sva tule v Črnučah, nisva v Bohinju, v službi, prideva sem in on pride k meni s svojo denarnico, takole jo drži, in reče: "Lej, Lea, jaz poskrbim za to, da ne zgubim denarnice tako, da vsakič, ko jo vzamem kole ven iz torbice in jo odprem in vzamem ven denar, jo potem zaprem nazaj in jo vrnem na isto mesto." Jaz sem mislila, da me bo raznesel. Hvala, Mr. Perfect. In potem on nadaljuje. In tako naredim tudi s ključi. Super! No, 15 let nazaj bi po mojem jaz znorela in ga začela zmerjati. Danes sem ga gledala in sem prijazno rekla: "Veš, koliko sem jaz vesela, da si vsaj ti tako redoljuben in ti imaš zdaj denarnico in noter imaš kartice, a bi mi dal 2 tvoji kartici, recimo eno kreditno pa eno plačilno." In on je odprl denarnico, čakajte, ne vem, kje imam to zdaj. Tam na oni strani. Še nisem navajena tele. In on je odprl denarnico in je dal kartice. In zdaj jih tako pazim, a veste. Ampak a ni fajn, če imate redoljubenega moža, ker on ima vedno vse na svojem mestu. In potem, ko vi izgubite ali pa ne najdete, buti, in pol dobiš. In evo moja božična zgodba. Ampak to še ni konc. No, ko je bilo te učne ure konc, pol sem mu sicer rekla: "Veš, jaz sem že velika punca, ne rabim očija, tako da se lahko skuliraš." In potem sem v enem trenutku zaznala, da je ta stiska v meni res velika, pa če se zdajle smejem, ampak takrat je bila ta stiska v meni zelo velika, nekako vedela sem, da z vsemi temi karticami lahko nekdo plačuje po 25 evrov zelo dolg časa. Sicer imam telefon narejen na SMS, tako da do takrat še nobeden ni nič plačal in sem se malo tolažila, da mogoče pa obstajajo še pošteni ljudje, ki bi dali denarnico v kuverto pa poslali po pošti, ali pa ki bi vtipkali recimo v Google, ki mene ni težko najti. No, ampak to se nič ni zgodilo. Moje misli so bile pol skozi bolj črne in v enem trenutku sem rekla: dovolj, Lea, vse bo okej, umiri se. In potem sem začela razmišljati o tem, da pravzaprav, kaj pa pol, če sem izgubila denarnico? Kaj pa pol, če bom mogla iti na občino? Tam so ja same prijazne gospe. Kaj pa pol, če bom mogla iti na banko? Saj so me že navajeni, kar naprej nekaj rabim, pa delam kaose. Nič, šla bom k tem ljudem in jim bom rekla: "Oprostite, tuk, tolčem se po glavi, peče me vest, naredila sem napako in hotela sem vas na vsak način videti zdajle za nov let. Tako da, evo, srečno novo leto, a lahko prosim novo kartico, a lahko prosim novo osebno." Skratka, tako sem se umirila in kar naenkrat sem dobila tisti občutek, da pravzaprav mi nič ne manjka, ker nimam denarnice. In kar naenkrat mi prileti SMS: "Mami, našla sem tvojo denarnico." Kje si našla mojo denarnico? A veste, kje je bila? Bila je na svojem mestu, bila je doma, bila je v kuhinji, še vedno je bila rdeča, enako stvari je imela noter, sam ne vem, kako ji je ratalo, da se je zakopala med sadje v košarici za sadje, ful velika denarnica. Zdaj boste mislili, da zelo zdravo živimo, pa veliko sadja jemo. No, ne vem. Skratka,
Reva Boga se je skrila od utrujenosti in obupa, ker jo preveč uporabljam in je danes ležala cel dan med pomarančami in bananami in mandarinami in se zelo dobro počuti, to je njeno sporočilo. Tako da, lejte, s tem videom vam želim sporočiti eno zelo pomembno stvar. In to je, da ne se zaradi takih stvari kregati z ljudmi okrog sebe. To je prva stvar. Tudi če se takrat mislijo, a veste, Albert si mislil, da sem šlampasta, to si še zmeraj mislil, da nisem redoljubna, da nič ne mislim, ampak pač sej, kaj pa je bilo? Točno to nisem nič mislila, res sem bila šlampasta. Pojma nisem imela, da sem jo tja not zakopala. Tako da ima prav, a ne? In en del sebe sem mogla sprejeti že zdavnaj, tak kot je, da je kdaj raztresen in da pač ni dovolj pozoren. In res sem hvaležna, da imam Alberta, ki mi v takih trenutkih na svoj način stoji ob strani. In jaz vam želim v novem letu tudi, da vam nekdo stoji ob strani na svoj način in da boste vi ta način zmogli sprejeti. Pa še to vam moram povedati. Manjka mi samo še 25 naročnikov do 2020, tako da nam ful dobro gre. In navijam za to, da zmagamo. Pa še ena dobra novica. Kupili ste zelo veliko knjig in še jih lahko kupite, ker en del denarja od nakupa podarimo Zvezi prijateljev mladine Slovenije za pomoč družinam v stiski. Tako da držim pesti, da bodo vsi rezultati doseženi in da bojo najboljši. Vam pa želim, da bi bili zdravi. Želim vam, da bi v novem letu lahko imeli stike s svojimi starši, s svojimi svojci, s svojimi prijatelji. Želim vam, pa tudi meni to želim, da bi se spet lahko objemali, da bi videli naše nasmehe, ne samo takole prek ekranov, ampak tudi v resnici, da bi lahko kakšno skrb ušpičali, da bi se spet videli na kakšnem predavanju. V bistvu si želim imeti spet kakšno predavanje in vas srečati. In v bistvu jaz si želim tudi to, da napišete kdaj kakšen komentar tukaj spodaj na YouTube, kaj si želite, kaj rabite, kaj bi radi slišali od mene. Zaradi tega, ker jaz bom delala tole še naprej, mene veseli delati lepši svet skupaj z vami. To je moja največja strast. Tako da se bomo družili še v prihodnjem letu na take in drugačne načine in prosim vas, skrbite za odnose s svojimi bližnjimi, ker to je zlata vredno. To je zmagovalni loto listek. Držite se. Srečno!